Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Naravni proizvodi nam lahko rešijo marsikatero težavo in stisko ob slabem počutju. Pa je mogoče, da vseh teh čudovitih preparatov, ki so na trgu zagotovo na voljo, priti celo na zdravniški recept. Kako je s tem v Sloveniji, kako morda v kakšni drugi državi in kaj se dogaja na tem področju, nam bo danes predstavila naša gostja Marija Ana Kolman. Pozdravljena, Marija. Pozdravljena. Lahko predpiše pri nas zdravnik recimo čaj, pa prideš v lekarno in ti povejo, kako ga uživati, kaj je pomembno, koliko minut, vse te stvari, ki so v Sloveniji tradicionalno del naravnega zdravilstva, ki ga imamo v genskem zapisu po naših babicah, po naših prednikih. Zdaj nas pa nekako sistem pelje vse bolj v sintetična zdravila. Daleč proč od narave. Daleč proč od vzpostavljanja homeostaze v telesu na naraven način in seveda tudi daleč proč od skrbi za to, da bi s pomočjo narave poskrbeli za svoje zdravje in da ne bi zboleli. Govoriva nasplošno, seveda, ker poznamo zgodbe take in drugačne. Nekateri imamo zdravniki krasne izkušnje, nekateri imamo slabe izkušnje, ampak če zdaj povzemamo si to tako. Ja. Še vedno so seveda določene izjeme, določeni zdravniki znajo še vedno bolniku svetovati, naj poseže po naravnem čajčku, naj si ga celo nabere sam in tako naprej. Ampak nasplošno je pa seveda tega zelo malo. Ni pa povsod tako, ne. Že če greš čez mejo v Avstriji, v Italiji, nasploh pa predvsem v Nemčiji, so stvari precej drugačne, ne. Jaz sem bila recimo nekajkrat v lekarnah, ko sem si za glavobol, pred mnogimi leti, za glavobol vzela homeopatske granule. Jaz sem ugotovila, da bo moj glavobol, ki ga nikakor nisem mogla odpraviti, niti mu najti vzroka, pa sem mnogo let nazaj, pa sem lepo, zdaj je v redu, ko pijem čago, pa mumijo, pa ta glavobol, pa ribes jem, ribes. Skoraj vsak dan. Nasadila sem ogromno ribeza, namreč ugotovila sem, da ima ribez sestavine, ki delujejo proti glavobolu, ne glede na to, je migrenske, je tenzijske, kakršenkoli. No, skratka, v teh lekarnah v tujini sem bila pozorna na to, da tam vedno v isti izmeni delajo farmacevti, to pomeni klasični farmacevti, homeopati in farmacevti fitoterapeuti. V kateri državi govoriva? Avstrija, Italija, tudi tle na mejnem področju z Italijo imaš vedno na razpolago tudi homeopata, farmacevta. Homeopatija je seveda v naših sosednjih državah del uradne medicine, pri nas ni. V Nemčiji je pa tisti podatki so presenetljivi. Število naravnih fitoterapevtskih proizvodov, torej takih, kot so recimo čaga, eleuterokok, karkoli od teh naravnih stvari, arnika, narašča. Poraba in prodaja. Ne gre za sorazmerno naraščanje zaradi večjega števila bolnikov, ampak gre za preprosto formulo. Ti proizvodi so v Nemčiji vključeni v sistem Krankenkasse, oni temu pravijo, to pomeni, zdravniška blagajna v prevodu oziroma zdravstveno zavarovanje. Večino teh proizvodov, ki so fitoterapevtski, pokriva zdravstveno zavarovanje nemško, nekatere so za doplačilo, nekatere pač ne sodijo v to kategorijo. In kaj je še pomembno? Informiranje. A veš, Slovenci so tako hudi, če nekdo reče, da so hlapci. Ampak prav na tem področju, kako hlapčevsko sledijo
določbam kodeks alimentariusa. Tega jaz nikjer na svetu nisem videla. Jaz ne vem, kam lezejo ti naši, pač tisti, ki to tudi sankcionirajo pri nas. Ne glede na to, a so inšpektorji, a je Ministrstvo za zdravje, a je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja. Jaz imam občutek, da naredijo vse za to, da ljudje ne bi bili zdravi. Ker kdo jih plačuje? Kodeks alimentarius, farmacija. Pri nas je prepovedano uporabljati izraz zdravje, če ne gre za farmacijo. To je monopol farmacije. Poglej, proizvajalec čage in luterokoka teh proizvodov je imel logotip v ruščini, prosim, v ruščini, ampak oni imajo zdaj programe, veš, inšpektorji, vse rusko, tam poskeniram, takoj prevede ruščino, bog ne daj. V ruščini je imel logotip energija zdravega življenja. Torej proizvajalec, ki že 40 let trži svoje naravne fitoterapevtske proizvode z logom energija zdravega življenja. Branka, pri nas je to prepovedana in sankcionirana zdravstvena trditev. Ja pa kaj bo nekdo umrl, če piše tam na škatlici energija zdravega življenja? Ne mi povej, vsake sankcije, vsi zakoni naj bi bili nečemu namenjeni. Torej, uredba Evropske unije o prepovedi trditev na naravnih hranilih, proizvodih in tako naprej, čemu je namenjena? Pa to moraš biti idiot, da ne ugotoviš, da je namenjena zaščiti farmacije. Ja. Enkrat ena. Farmacija plačuje medicino, to pomeni, doktor ti ne bo rekel, Branka, peci nabrati brezstovolistni oslad ali pa ga kupu lekarne. Imajo zdaj že mnoge lekarne, pri nas tudi naravne čajčke, ampak ti bo predpisal, ne vem, če boš slabe volje, boš dobila antidepresiv. Minimalno. Ja. Mogoče bo to svetoval, ampak tako. Ja. Bolj na redki, iz svoje izkušnje morda. Redki? Ja. Ja. No, zato pa me tudi zanima, kako daleč je fitofarmacija, kot smo rekli, v nekaterih državah je del uradne medicine. Marsikdo iz Slovenije se pač mora po vse te stvari, kot praviš, obrniti v Avstrijo, v tujino, ker kako zdaj predstaviti, kako si dolžan predstaviti zdravilo z vsemi stranskimi učinki, ker to je tudi v skladu z našo zakonodajo, pravica do informiranja. Ja, sej, vsako zdravilo ima stranske učinke. Aspirinček, ki ga predpisujejo vsem zato, da ne bojo doživeli infarkt, ima stranski učinek, minimalno, kar lahko recimo rečem, razjede želodčne sluznice. Ampak zato so spet zdravila. In sej zdravnik in farmacevt razloži bolniku, kako zdravilo deluje in kako škodi. Zakonsko pač zdrdratam pri reklami za zdravilo, ne vem kakšno, ampak a s tem problem rešen? Ne. S tem je farmacija zaščitena. V listku, ki je priložen zdravilu, je to navedeno. Stranski učinki so navedeni, jih pač imaš, ampak zdravilo pa ti pomaga pri tisti bolezni, ki jo imaš. Zdaj pa primerjalno. Fitoterapevtsko zdravilo. V tistih državah, kjer je fitomedicina del uradne medicine. Je to Avstrija, Nemčija, Amerika, Kitajska, Koreja, Rusija in tako naprej. Ampak pri nas v Evropi imamo kodeks alimentarius. To pomeni uredbo Evropske unije, ki prepoveduje govoriti o tem, pisati in tako naprej, navajati celo, zavajati, napeljevati nekoga o zdravilnem učinku česna. Saj znana nemška pravda, česnova pravda, ki je dober proizvajalec. Poglej, njegov česen ni smel biti zdravilo, a česen, ki ga farma ekstrahira in da v kapsule, pa zdravilo. Ja, prosim. Vsak česen z mojega vrta je zdravilo, pika, konec. Ampak, če ga pa hočem tega prodajati, pa gor napisati zdravilo, pa ne gre, ne? Je pa v nasprotju s tem zakonom. Po drugi strani pa
nekako vsakogar, ki prodaja recimo fitoterapevtske proizvode ali katerekoli druge proizvode, zavezuje Zakon o varstvu potrošnika. Ta zakon pa določa, da mora biti potrošnik informiran o vsem, kar vsebuje proizvod. Torej, sestava, učinek, kontraučinek in tako naprej. Ja, ne moreš. Zdaj ne moreš ti človeku prodati recimo čage z rožnim korenom, slediti temu zakonu, zato ker ne smeš nič povedati, ne v čagi, ne v rožnem korenu, kakšen zdravilen učinek imata. Evo, in potem se potrošnik znajde seveda v stanju slabega poznavanja proizvoda, informiran ne more biti. Kaj pa, če bi rekel, recimo, kakšen učinek ima, da vzpostavlja ravnovesje? Ja, To bi pa sej šlo. se tle pol Mislim, iščejo kakšna- finte, ampak glej, zakaj ne bi človeku smel naravnost povedati, če sočasno za kemoterapijo, ki ima takšne in takšne znane stranske učinke, uživate čago z eleuterokokom, bodo ti stranski učinki minimalni ali pa jih sploh ne bo, zato ker se bo vaš imunski sistem in stanje levkocitov tako močno popravilo, da boste šli brez problemov skozi to zdravljenje. Ali pa, recimo tudi en tak tipičen primer, ob podpori pri zdravljenju s pomočjo sibirske čage, bolnik lahko prejema veliko višje doze kemo in radioterapije. A ni to pomembno? Ker je proces, čas zdravljenja krajši in obenem se poveča učinek kemo in radioterapije. Poglej, znanstvene študije so to dokazale. Ampak, Branka, tle je spet matematika. Zakaj ne bi bil nekdo, ki enkrat zboli, doživljenjsko stranka Ja. farmacije? In breme zdravnika, misliš, že zdravnikom lahko. Jaz imam eno prijateljico farmacevtko. Ona je nekega lepega dne sklenila, da ne bo več farmacevtka, da bo pustila službo. Je rekla, jaz nisem mogla iti preko sebe, preko svoje vesti, gledati ljudi v mojem malem mestu, ki jih poznam osebno, ki so pred 5 leti prišli k meni po eno zdravilo, zdaj grejo iz moje lekarne z polno vrečko zdravil, ker je iz tiste ene bolj ali manj resne ali sploh neresne bolezni postalo njihovo stanje splošne homeostaze katastrofalno in je rekla, ne morem več zastrupljati ljudi. Nimam duše, moje življenjsko poslanstvo je pomagati ljudem. Tako sem se učila, zato sem šla v plemenit poklic, študirati fitomedicino, ampak tega se pa ne grem. Evo. In veliko je zdravnikov, ki v solzah pripovedujejo zgodbe, kako uspešno so zdravili z enim od najcenejših zdravil Tudi to. okužbe s COVID-19 in je farmacevtska industrija, Svetovna zdravstvena organizacija to zdravilo odsvetovala, češ da ni študij, ki bi to potrjevale, ampak za temi zdravniki stoji ogromno bolnikov, pri katerih so tako rekoč čez noč simptomi izzveneli, pa znan je primer naravnega zdravila iz Madagaskarja, denimo, ki prav tako ni zanimiv za svetovne Pa primer, interese. spi en šnapček ali pa vodko, pa pejt se savnati, veš, to, zdaj se smejemo temu, ampak poglej, moje osebno mnenje seveda je, nošenje mask in vse te bedarije so namenjene temu, da bo slejko, in vse, kar v scenarij, ne bom šla v detajle, da bo prišlo cepivo, da bo prišlo zdravilo, s katerim se bo ogromno zaslužilo. Kljub dokazom, da gre za okužbo, ki ni čisto nič drugačna od običajne gripe, pri kateri se ni delalo nobene panike, ampak očitno so tukaj zadaj veliki zaslužki. Veliko bolj enostavno bi bilo, da bi
Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, ker je vendar inštitut, ki skrbi za naše zdravje, pa Ministrstvo za zdravje, pa vsi politiki, kar jih je rekli. Ljudstvo, prekužte se. Da to pa ne. Rajši jih flopajo z maskami in z strahom in ne vem čim, da se bo potem lahko prodajalo. Zelo sporne glede. Ker poglej, če se prekužiš, ne rabiš zdravila in ne rabiš cepiva. Ampak kdo bo pa v tem primeru kaj zaslužil, Branka? Nihče. Ja. Po drugi strani pa, kot si rekla, spet poceni in učinkovita zdravila z dokazanim učinkom na virus. To tudi ni zanimivo, ne? To je prepoceni. Ampak upanje nam daje, da kljub cenzuri ogromno dokumentarnih filmov, ki prikazujejo zgodbe ljudi, tudi zdravnikov, katerih otroci so bili mnogokrat žrtve tega istega sistema, bodisi zaradi cepiv ali neustreznih zdravil, neustreznega pristopa k zdravljenju različnih težav, dajejo možnost, da se potem človek bolj ali manj vendarle lahko sam odloča za svoje zdravje in uporabi to pravico biti informiran in biti seznanjen. Če jo ima, to je tisto, kar je zelo pomembno, ne? Potrebno je imeti prave informacije. Ne govorim tukaj o internetu, ker tam najdeš resnično neverodostojne informacije. Ampak jaz mislim, da vsak človek pričakuje, recimo konkretno pri nas, od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da bojo informacije verodostojne. In tukaj ne gre zdaj samo za COVID, gre na splošno, gre tudi recimo za problem cepljenja. Zakaj toliko problemov, pa ne vem, pobude takšne in drugačne. Pri cepljenju otrok, poglej, kam je šla Amerika, čez 70 obveznih cepljenj. In dokazano je, da je življenjska doba Američanov močno padla, se je močno znižala. Dokazano je ogromno število različnih bolezni, ki so evidentno posledica cepljenja nepotrebnega, ampak tudi pri tistem cepljenju, ki je pa recimo potrebno, ker imaš tisto DTP, kaj tiste osnovne, to so stvari, ki konec koncev so preizkušene, vsi smo bili cepljeni. Ampak kaj je važno tle? Jaz sem velikokrat to poudarila. Ko ti pelješ svojega psa cepati proti steklini, ga moraš prej razparazititi, da ni stranskih učinkov in da je učinkovitost cepljenje. A te kdo vpraša pri otroku, a je vaš otrok razparaziten? In vsi otroci imajo parazite. Na cepljenje, potrebno cepljenje, ne gre razparaziten otrok. Pa po možnosti verjetno eno cepivo za drugim. To je zdaj trenutno najbolj taka žgoča tema tudi v ZDA, da se ti trojčki cepiv ne obnesejo najbolje za otroke. Seveda, ker poglej, to je spet tisto, kar poudarja Hipokrat, homeostaza. Če ti homeostazo sesuješ, porušiš in ti jo z enim cepivom porušiš, zato ker tvoj imunski sistem mora delati, mora črpati, da pa ti obremeniš organizem, torej imunski sistem, z serijo cepiv enim za drugim, je pa katastrofa. Hvala lepa, Marija Ana, in lepo je, da se o tem pogovarjava, zato ker nam mora biti mar. Če je nekdo prišel k zdravniku bolj zdrav, kot od njega odšel, pa to nisi ti, še ne pomeni, da ne boš o tem razmišljal, ker je prav, da si dajemo podporo, pomagamo drug drugemu, tudi mogoče še na drugačen način in razmislimo o tem, kaj vse nam ponuja narava. In naj bo to najin klic nazaj k naravnim antibiotikom, ne pozabimo, kaj vse lahko z vsakodnevnim razmišljanjem o tem, kaj požijemo, zdravo pametjo, da ne dopustimo, vsaj v Sloveniji zaenkrat, da bi nam farmacija, kot se je to zgodilo žalostno v ZDA, pokupila še podjetje, ki proizvaja semena, da imamo še vedno tisto našo zdravo možnost, da nam pa tega, da bi imel svoj vrt, nihče ne more prepovedati. Kar se žal resnično dogaja marsikje v Ameriki, kdo bi si le mislil. Hvala lepa, da ste bili z nama, da ste bili v najini družbi, da ste sami svojo kavico popili doma, upam, da bio, ker ta je tista, ki vam bo pomagala. Imejte se dobro, skrbite zase in vse lepo.